Zgodovina medijev nas uči, da še noben medij ni propadel. Zgubil je mogoče dominantni položaj. Ko je prišel film, so vsi govorili o propadu gledališča. Gledališče še danes ni propadlo. Res pa je, da ga država subvencionira, da preživi. Ponekod ne, ponekod ja. Enako se je mislilo, da bo film propadel, ko je prišla televizija. Ni. Film še danes živi in ga gleda v kino. Hodimo. Isto je bilo mnenje, da bo televizija propadla s prihodom interneta, še ni. Radio je pa trenutno najstarejši elektronski medij. Od leta 1920 so v Ameriki pojavile prve komercialne postaje. Je še danes živ. Iz primarnega medija se je spremenil v spremljevalni medij. Se pravi, radio mora danes. Pač je nekdo, ki te iz ozadja, brez da bi zahteval tvojo pozornost, te obvešča in te dela družbo. In medtem, ko si na Facebooku in se dopisuješ s prijateljem, lahko v ozadju igra radio. Medtem, ko ne moreš, medtem, ko si na Facebooku in se dopisuješ gledati televizijo, ne moreš brati časopisa, ne moreš gledati druge spletne strani, lahko pa še vedno poslušaš radio. Če se bo radio tega zavedal in uporabljal, Facebook bo preživel in bo ostal kot medij. Vprašanje je v kakšnem obsegu. Ker še noben medij kot zvrst ni do danes propadel, ampak je samo spremenil obseg.